Sedaj pa predajam besedo vodji likovnih delavnic Niki Jazbec, ki bo na kratko predstavila delavnico, izdelke in nasploh njihovo ustvarjanje. Nika, izvoli. Dobro večer vsem. Rada bi sam povedala to, da mogoče so sam zagledati stvari, da se jih dotikati, ker to bo šla še naprej na eno razstavo. Drugače sem pa absolventka šole za hortikulturo in vizualne umetnosti. Ukvarjam se tudi z vodenjem likovnih delavnic. Zdaj jih vodim za še drugo leto. In letos moram reči, da je prišlo malo več ljudi in so vzeli malo bolj resni kot lani. Zato so tudi malo več razstav, kot pa je lani bilo, ne? A to je pa vse. Hvala lepa, Nika. Tako je izdav. Hvala. Pa nam nakratko povejte, kako ste prišli do ideje in teme tega projekta? Ja, to je vprašanje, na katerega ni najbolj enostavno odgovoriti. Predvsem pa smo se držali vodila, da bi bila tema čim bolj abstraktna, čim bolj asociativna, da bi lahko sodelovali čim več ljudi in mislim, da je naš namen dosežen. Jaz sem zadovoljna, da sodeluje toliko mladih ljudi po Šentjurju in kar pa sledi, pa se boste sami ogledali in če vam bo všeč. Jaz bi pa sam povedala o tej besedi Sexpress, ki je nekakšna zadetenka in pomeni neko povezavo med spolnostjo in izraznostjo. To je to. Več boste pa tako zvedeli. Ja, če se recimo ustavim samo pri besedi znanje, znanja ni nikoli dovolj, še vedno ga z veseljem pridobivam na različnih tečajih, seminarjih in drugih šolah, pa tudi takole v srečanju s drugimi plesalci, s tistimi, ki imajo samo veselje, s tistimi, ki že dolgo časa trenirajo, z vsem tem nekako pridobivamo to plesno znanje, kondicijo in pa tudi entuziazem za naprej. Tako. In kako se tema Sexpress izraža skozi ustvarjanje v tvoji delavnici? 2 meseca, kolikor ste bila na voljo za to temo, letošnjih delavnic, da se mi zdela kar nekako premalo, da dovolj zaobsežemo to kompleksno temo, torej seksualnost. Zato sem jo nekako skrčila na samo razmerje oziroma na polarnost med subjektom, ki drži po odgovoru, in samim objektom, ki odgovarja.
Tako smo se lotili tega z odstiranjem tistega osnovnega prvinskega pola, našega lastnega pola, ki se je nekako pokazala v tej prvi točki, torej šli smo do samega ritualnega plesa, do tiste naše prvinske srčike, potem smo ples nekako kombinirali s poezijo, to bo kmalu obazno, in pa potem se je ta ritual, torej naš lasten sorov pol, bolj poštaktil, ta dialog s konkretnim nagovarjajočim objektom in subjektom je postal bolj nekako izkristaliziran in s tem se rodila tudi naša tretja nocojšnja točka. Hvala lepa, Maja. V bistvu jaz se že od malih nog glasbeno izobražujem in sicer naprimer najprej sem obiskoval seveda osnovno glasbeno šolo, potem srednjo, zdaj pa končujem Akademijo za glasbo v Ljubljani, v bistvu študij glasbene pedagogike in glede na to, da sem se celo življenje glasbeno izobraževal, mi ni bilo težko voditi teh glasbenih delavnic. Mi je bilo velik užitek voditi te glasbene delavnice in upam, da bo tudi danes poslušalcem v užitek, da nas bojo poslušali. Hvala lepa. Milan, kako se pa tema Sexpress izraža skozi ustvarjanje v tvoji delavnosti? Ravno to vprašanje smo v bistvu hoteli odgovoriti z ustvarjalci, ne? In tako nam je uspel, lahko vsi vidite v prospesniški zbirki, zborniku Sexpress. Sexpress izraža neko globino, globlje čustva. Polarnosti, daljave bližin subtilno približuje reko strast, ki vre. Pisoč oteži lahkosti, prevzemajoč čustvene čute. Vsega so krivi moški. Moški je že spet, še spet. Jaz jih sploh ne razumem, to so navadna teleta. Ja, ljubezenske težave. Kdo je tokrat tele? Kdo? Jure, Dova? Veš, imam jaz tudi probleme. Sploh pa sta mali. Veš ga no, pa zdaj še dobro, reč bi bila kakva barbika, ne? Ja, no. Pa je pa zdaj naredil, ko je ta manj. Mislim, se to se jaz bolj ko ne sekiram v njega, ne? On ima zdaj izpite, nič se ne uči, nič ne študira, sam ven bi hodil, pa žuriral, ne? Pa punci že, no, se veš, nič resnega. Čuj sem se mi pa zdi, da zadnje cajte ima kaj več, ne vem. Ja, ta mladina. Ja, Malja, ne? Ko bi ti imela take težave. Ni več. Jaz hočem več, ne? Jaz hočem sam svojega Jurička. Se je zaljubila, Jelena se je zaljubila. Sam škoda, veš, ko ima ta Jurček eno veliko napako. Kaj je? Pa ne mi reč, da je med onimi, pobodno pametno. Jezus Marija, to pa ne. No, Jurček res nima napake, sam problem je, veš. Koga je? Poročen z eno veliko napako. Poročenje? Ja, no, vse mogoče se bo pa ločil, ne, Malja? Umanje umre zadnje, ne? Ja, da mu zakonu rado škriplja. Pa dej res povej, no. Ja, pa če kar naprej pušča stvari
sigurno ni takšnega. Sigurno se pospravi za sabo. Ja, in psi lahko letijo. Že moja mama je govorila, da starega psa ne moš naučiti novih trikov. Mladka pa lahko, sam z veliko masa. Tanja, vi se ne škozitirali. Vse boš v redu, ne? To ni tako. Veš kaj, od tule te voham, da po čikih smrdiš. Tako pa ena kavica, pa en pil brez kakovostnega tobačnega izdelka, a ne punce? Seveda, Jadran, jaz podpiram rabo kakovostnih tobačnih izdelkov. Mi pomagajo krepiti duha. Ja, meni so najljubši, ko sem še na vrhuncu. Sploh pa se ti ljubica spomni, kako si ga srala na faksu. Kaj? In se sprehajala in nekako srečala. Kaj srečala? Zaletela sem se takega mladca poživljala. Torbica mi je padla kaj iz rok. In on se mi je opravičil. Pustite, nisem malo. Hotela sem iti dalje, ampak te oči so me začarale. Nekaj je bilo v teh očeh in na to me je vprašal. Ali vas lahko povadim na kavo? In odgovorila sem, seveda. In tako se je zgodilo. Odšla sva na kavo. Tisti večer sem se veliko presmejala. Prav uživala sem. Bil je poln energije, ampak ni bil divjak, umirjen, prefinjen. In na to, bilo je kot v filmu, pospremil me proti domu in zgodilo se je, da sem uživala mlado meso. Prav v vsem sva se ujela. Ah, večno, ko smo pa morala plačati. Ja, kaj plačati bi mogla? Ja, Tanja, kaj ne veš to? Medgeneracijsko sodelovanje pa to ne. Evropska unija to zelo podpira, veš? Ja, prostovoljstvo pa to. Kaj da govori takih botanov, kaj če ga je otrok sliši? Seveda, bi mogla temu mladeniču, ki bi ga srečala na zabavi, pokazati, da se za njega zanimam, ne? Dolgo bi neki cajta z njim koketiral. Ker mladenič ni nič drugega kot patetični moški, ne? Bi takoj, ko bi opazil, da se jaz za njega zanimam, tudi sam postal voljan. Bolj bi ga vprašala, čuj ti fant, pa kaj pa ti delaš na takih zabavih, no? Kaj pa vem? A veš kaj, jaz bi mu odgovorila, jaz tudi ne vem točno, kaj delam na takih zabavih. A bolj me zanima, bi naslednjo vprašali, čuj ti Pet, veš kaj je to ljubezen? Ja, vem, kaj je ljubezen. A res? Joj, in ta njegova vroča soba. Ti veš, kakaj je prava ljubezen, taka, ki te lahko vidim sam jaz? Ne, lahko pa poskusi. Pa jade, no. Katero stoletjo pa ja. Moja oda Armando! Svi oče